a moraš res? Ne bi bilo treba, ne bi bilo treba. Pikica. Dober je, na pretiravi, hvala lepa. Lepo pozdravljeni, dobrodošli. Tole je bila Marja, naša vizažistka. Res sem hvaležna, da je v naši ekipi, ker je izjemna in ker smo tudi sicer tako dobri prijateljici, sem jo prosila za uslugo. Sem ji rekla, dej Marja, najdi ti meni eno naravno kozmetiko. Jaz imam vsak dan tukaj sranja gor, ki mi daš na obraz zaradi kamer, ne? No, pa se tudi zaradi tega sem videti lepša. Dej ti meni najdi eno naravno kozmetiko, čist naravno, da mi bo fajn nahranila obraz, glede na to, da je kar precej izčrpano, ker ja, se si izdelujem sama kozmetiko, ampak kar se tiče dostih stvari, pa me seveda zanima. In niti predstavljate si ne, kaj vse smo odkrili v temu, da smo iskali naravno kozmetiko. Seveda, najprej šla na računalnik in napisala naravna kozmetika. Dobila je tisoče in tisoče takih in drugačnih zadetkov. Ampak, ker je šla raziskovati dalje, kakšne certifikate imajo, a je to tako, kot pravijo, kaj je ja, kaj je ni, je prišla vsa obupana, ne vem kolikrat, in mi je rekla, lej, vsi se oglašujejo, da so naravni, ampak v bistvu noben ni naravn. In potem sem jaz rekla, čakaj malo, to pa morajo naši gledalci vedeti. In ja, tako je. Danes bomo govorili o tem, ali naravna kozmetika, taka, ki jo kupite v lekarni, na trgovskih policah, a sploh obstaja? A jo je sploh mogoče kupiti, ali se morate sami naučiti doma, pa doma sami narediti in uporabljati test. Govorili bomo o certifikatih in Brigita je danes v moji družbi. Lepo pozdravljena, dobrodošla. Pozdravljena. Ja, zdaj si slišala to našo zgodbo, ne? Ja, imaš kakšen komentar? Presenečena, zato ker to vse, kar ste povedala, resnično drži. In ne, da ste bili samo vi zmedeni, ne? Tako so zmedeni večina potrošnikov, zato ker v poplavi kozmetike, ki je sedaj dostopna na evropskem trgu, je dejansko res težko razločiti zel od plevela, a ne? Ker vsi se prodajajo, da so naravni, pa da so bio, pa da so eko. Tako je. Pa na koncu ugotoviš, da celo na živalih testirajo. Dobro, zdaj na živalih ne smejo več testirati, ne? Zaradi tega, ker je od 2013. leta je vse splošna prepoved na evropskem trgu in ne smejo več testirati. Tako da tudi, ampak tukaj je pa še en drug problem, ker se tudi kozmetike ne smejo več oglaševati, da niso več testirane na živalih, ker to ni nič več posebnega, ampak to je zdaj zakonsko opredeljeno. Se pravi, kozmetika, ki gor napiše, da ni testirana na živalih. Marketinška poteza je to. Tako, itak ne sme biti več, a ne? Ampak dobro, to se še vedno dogaja, a ne? Ja, ko ste prej govorile o naravni kozmetiki. Eno je naravno, a ne? Dajve vzeti, recimo, ne vem, vrtnica. Vrtnica je naravna, zraste iz zemlje. Je pa pomembno, a je ta vrtnica vzgojena na ekološki in biološki način. A je vzgojena brez prisotnosti umetnih gnojil, a je vzgojena brez prisotnosti škropiv, a ne? Ker ko pridobivajo izvlečke iz te vrtnice, a ne, če je vzgojena na ta konvencionalen, tradicionalen način, se lahko zgodi, da so te sledi teh preparatov, kemikalij, potem v izvlečku. In ko mi to nanašamo na kožo, seveda nanašamo naravno vrtnico, naraven izdelek z vrtnico, ampak je v bistvu okužena, obremenjena s temi umetnimi sestavinami. Ker je zrasla z njimi. Tako, a ne? In zato, da se vzgoji naravno, bom rekla, rastlino ali pa da se pridobi učinkovino iz naravnih virov, ni tako enostavno, a ne? Narava da, kar da, a ne? Včasih se zgodi, da določene rastline ni in takrat posledično ali more proizvajalec najti nekoga drugega, ki spet vzgaja biološko, ne? Ali pa takrat enostavno tistega izdelka na trgu ni. A ne? To je tisto, kar ti da narava. In problem pri osveščanju potrošnikov je v tem, da evropska zakonodaja predpisuje, da je lahko v naravni kremi samo 2% naravnih sestavin. Kako je to možno? Ja, tako so, bom rekla, se zlobirali močni proizvajalci kozmetike. 2%? Samo 2% in že se lahko deklarira, da je naravna.
Ja. In potem si predstavljate, kaj vsebujejo ostalih 98%. Ne? Ja, zagotovo ne naravno. Ne. In tudi tako moramo vedeti, da taka kozmetika je, ko pride ven iz proizvodnje, je zelo poceni. In ko se pa znajde na policah, je pa zelo draga. To pomeni, da je vmes zelo veliko prostora za zaslužek in zelo veliko prostora tudi za vmesne, bom rekla, člene, ki to prodajajo, in tudi za reklame. Ne? Zaradi tega se lahko take zelo, bom rekla, oglaševane kozmetike, se je vedno treba vprašati, kako je to možno, da se lahko oglašujejo. Tako je. Ker kozmetika mogoče pride ven iz tovarne za evro, prodaja se pa po 100-200 evrov. Ne? Ja, jaz bom takole rekla, nikoli nisem razumela žensk, ki za kremo za obraz zapravi 100 evrov. Meni to ne gre, ne tako, pa sem lahko milijonar, ampak jaz sem bolj škrte narave, kar se teh stvari tiče, oziroma realno pogledam in le vprosti, 100 evrov ne. Kakšno je trenutno stanje? Takole, jaz sem bolj laično govorila, jaz sem laik, jaz se v te stvari ne poglabljam, ko se je pa Marja začela poglabljati, je bila pa cela zmeda. Vi kot strokovnjakinja na tem področju, kakšno je trenutno stanje v Evropi, pa mogoče tudi po svetu, kar se tega tiče, ker oglašujejo se pa ves čas, ne, pa bio, pa naravno in vse to. Se pravi, najprej mora biti potrošnik prepričan oziroma mora slediti certifikatom. Dobro, če ima neka kozmetika, neka krema, nek certifikat, to že pomeni, da je bila podvržena nekim kontrolam. Zdaj pa spet vprašanje, ker so tudi certifikati zelo različni in tudi certifikati zahtevajo različne stvari oziroma zahtevajo različno vsebnost naravnih sestavin. Pa ne samo različno vsebnost naravnih sestavin, ampak tudi različno vsebnost biološko pridobljenih sestavin. In poznamo zelo veliko certifikatov. Zdaj, najstrožji med njimi je trenutno Kozmebio certifikat. Kozmebio certifikat... A ima več kot 2%? Ja, certifikat ima minimalno 95%. Minimalno. Se pravi, samo 5% dovoljuje sintetike. Še ta sintetika pač je dovoljena se strani teh, bom rekla, certificiranih hiš, ki je, bom rekla, potencialno varna. Seveda obstaja pa tudi kozmetika, ki pa presega tudi ta certifikat, pa v bistvu ne more se dodeliti noben certifikat više, ker ga ni. In recimo, to je ta certifikat takole, če gledamo, tale Kozmebio, to je to, kar smo mi dve govorili, ta ovalček. Ta ovalček. Zdaj gledamo certifikate torej. Tako, to je ta 95%. Se pravi, Gamart ni vedel, kako bi povedal ljudem, da vsebuje več od 95, zato je tale kvadratek okoli naredil, kar pomeni 100%. Se pravi, obstaja kozmetika, ki presega najstrožji možni certifikat. Sicer pa, kot smo rekli, kateri so pa tisti certifikati, ki pa rečemo, aha, ok, ti kao vsi, sam imaš samo 2%, ne zanima me. Zdaj ne vem, če jih lahko poimenujem. Zdaj ne bom jaz poimenovala certifikat 2%, tiska ima 2%. Lahko nima nobenega certifikata, ampak bo samo pisalo naravna kozmetika. Se pravi, certifikate je treba gledati. Tako, sam certifikati imajo pa različno. Imajo od 75 do 95. Eni imajo tudi samo 5% dovoljene. Zdaj ne vem, če je prav, da jaz govorim o drugih. Jaz poznam tega najbolj. Sem tudi druge študirala, samo poglobila sem se najbolj v tega. Se pravi, kozmetike, bio, čarte, Kozmebio. Tako, Kozmebio, čart, Kozmebio. Ta v krogu je, ne? Ok, vidimo certifikat. Obstaja pa še BDIH certifikat, obstaja NATRU certifikat, se BDIH in NATRU sta nemška. Potem obstaja Soul Association, ki je angleški. Zdaj za te največ vem, pa tudi te se največ uporabljajo. Ampak imajo zelo različne zahteve. Ampak ljudje, govorim o trgovcih, kakorkoli pač že, oni se hitro znajo prilagajati tem kakšnim spremembam, ki se naredijo. Težko je to slediti, moraš biti dejansko prisoten. Seveda prisoten ali pa zaupati. Zaupati nekemu certifikatu oziroma nekemu proizvajalcu.
A ne? Fajn bi bilo in lepo bi bilo, da nekdo, ki prodaja, ne, ve, kaj prodaja. Jaz sem, ko sem bila še veliko na terenu, ko smo pač upravljali te, posvetovanja, mini nega na terenu, sem nemalokrat dobila na stol stranko, ki mi je rekla, ja, jaz tudi uporabljam naravno kozmetiko. Pa sem vprašala, aha, res, a mi zaupate katero, kar precej poznam po trgu, kaj je. In je rekla, ja, uporabljam naravno jojobino kremo. A ne? In sem rekla, gospa, zdaj ne vem, ali niso vedeli, kaj vam prodajajo, ali pa so vas namenoma zavajali. Ne? Ker ta krema, ki ste jo vi kupila, ima noter natanko mogoče procent jojobe. Vse ostalo so bili še parafini, ki vemo, da so derivati nafte, vazelini, parabeni, ki so emulgatorji, potem umetni konzervansi. Šele na čisto zadnjem mestu, čisto na zadnjem je bila jojobino olje. Ampak napisano je pa bilo krema s 100% jojobinim oljem. Kako to lahko sploh naredijo? Sej niso nič narobe napisali. Jojoba v kremi je res 100% naravna. Gre za besedne zveze. Verjemite, da imajo te velike kozmetične hiše, imajo zaposlene ljudi za to, da to študirajo. Ne? In napisano krema s 100% naravnim karitevim maslom, 100% naravno jojobo, 100% naravno aloe vero. Ja, res je 100% naravna. Vprašanje, če je biološko vzgojena, ne? Ampak vprašanje, koliko jo je tam noter. Ne? Ne moram verjeti. Ja, tako da potrošniki so res upravičeno zmedeni, a ne? To se mi tudi srečujemo vsak dan na trgu, mislim, na terenu in imajo s tem probleme, ne? Tako da pol, različno odreagirajo. Eni so užaljeni, eni so jezni, eni so veseli, da so nas odkrili. A ne? Ja. Mene so že kar precej časa nazaj rekli, kozmetika, Jasmina, kozmetika, ki ful diši, to ni okej. Kakšno je tukaj vaše mnenje, Brigita? To je tako. Če so dodani umetni parfemi noter, potem definitivno se jaz s tem ne strinjam. Pač jaz sem za to, da je čim bolj naravno. Lahko kremica diši, vendar lahko diši tudi naravno in največkrat so to dodane eterična olja. Dobro. In fajn je to, ker so lahko eterična olja tudi razni konzervansi. Aha. Ne? In zdaj nekdo, ne, se pravi proizvajalec, ki da nekaj na etiko, ki da nekaj na ekologijo, ki želi delati v dobro ljudi, ne proti ljudem in strankam, bo skoristil te dve stvari in bo lepo uporabil eterična olja, ki so, zelo, zelo zdrava lahko, a ne? In se lahko uporabijo kot dišave in lahko se uporabijo kot konzervans. Vendar ne moremo pričakovati, da bodo eterična olja konkurirala umetnim konzervansom. Ne moremo, a ne? Zato so take kozmetike po odprtju uporabne samo 3 mesece. Že to vam spet lahko, toliko spet recimo, to je zelo dobro. Potrošnik recimo ne ve, pa je zmeden, pa ne ve tudi, pa mu tudi prodajalec ne da povedati. Samo obrne in naj pogleda, dokdaj je odprta po odprtju. Dokdaj je dovoljeno, se pravi, ko imate vi tlele tale znakec, ne, se pravi, to je tale lonček, pa piše po odprtju 3 mesece. 3M, meseci so to. In piše 6M in piše 24P in tako naprej. In če piše 3M, je stranka lahko mirna. Zaradi tega, ker to pomeni, da tam noter res ni nič umetnega, ker dejansko se po 3 mesecih pokvari, tako kot doma, ko narediš kremo. Kar pomeni, da tudi morajo oni po 3 mesecih dati to ven s police, če se ne proda. Ne, to je zaprti izdelek. Zaprti izdelek. Razumem. Odprti izdelek. Po odprtju. Tako, se pravi, po zaprtju ima pa drug datum, je pa pač drug datum naveden. Ker s tem, ko oni izdelujo, oziroma ko polnijo, zagotovijo te aseptične pogoje in vse, in ko zaprejo, zagotovijo, da je izdelek uporaben do roka uporabnosti, če je zaprt, ko se podpre samo 3 mesece. Če zasledi potrošnik, da je odprt pol leta, da je odprt 24 mesecev, takrat se mora vprašati, kaj je tam noter. Če zasledi potrošnik, da je kremica v lončku, pa da piše, da je naravna, sve spet pri istem. Ja, naravno je noter lahko aloe vera. Definitivno mora biti pa noter konzervans, ker mi, ko odpremo, kontaminiramo oziroma onesnažujemo prvo s prstom, drugo pač zrak ni sterilen, a ne? In tam, če bi vi doma naredila kremo domačo,
pa jo pustila in teden, verjemite, bi se nabrala plesen. Ravno tako je pa s tako kozmetiko. Ne, če To nima pomeni, da je konzervansov. živa dejansko, ne? Da ima nekaj vse. Ja, seveda, ne. Jaz doma hranim kozmetiko v hladilniku. Ja. A sem fajn čudna? Ne, zelo. Imate doma narejeno kremico? Ja, nekaj imam doma Tako. narejeno, nekaj sem pa zdaj na eno full fajn kozmetiko našla. Ker je 100% naravna, ampak 100% naravna. Ja, se pravi, ta mora biti v hladilniku. Logično, ne? To je prav, seveda, zaradi tega, ker tam hladilnik, pač hladna atmosfera upočasni vse skupaj, ne? Razvoj glivic in tako naprej, ne? Pač plesni. Ker če bi tako vi pustila na sobni temperaturi, bi se po vsej verjetnosti razvila neka živa zadeva. Je pa spet vprašanje, kako je kremica narejena. Veliko je zdaj šol, kjer učijo delati kozmetiko, ne, in jih učijo delati večinoma samo iz maščobnih faz kremov. Se pravi, da dajo samo neko maslo, neka olja, malo eteričnega olja kot dišava in konzervans in to je to. Ampak tam noter ni pa nikjer vodne faze. Naša koža je sestavljena. Aha, rabi vlago. Rabi vlago, tudi vlago, ne? In zdaj, če se nemalo primerov je bilo, ko se recimo negujejo samo s to kremico masno fazo, ta kremica zdrži kar nekaj časa, ker tam noter ni vode in tam voda je medij, kjer se razvijajo plesni in bakterije in tako. In če taka kremica zdrži, koža ne prenese, po določenem času se koža presiti, ona reče, jaz rabim tudi vlago, ne samo maščobo, daj mi še malo vlage, si potem račujejo to na drugačne načine, ne? Ampak kremico doma, če narediti iz maščobe in iz vode, pa ne bo zdržala več kot 10 dni. 10 dni? Ja, na sobni temperaturi govorive. V hladilniku bo mogoče kakšen mesec. No, to je pa res. To pa res, kar se tega tiče. Ja. Večina, mene naša Marja, se ste jo videli prej, ona mene vsak dan maže in ona mene vsak dan pogleda kožo. In ja, velikokrat je rekla, da je premalo navlažena, da je vlaga pomembna. Maščobe sicer dosti. To, kar ste rekla, da recimo imate vsakodnevno pač studijski make-up, kako se temu reče, to definitivno vpliva tudi lahko na to. Ampak tudi sicer, recimo, če živiš se pozna recimo na koži, vi tudi fajn gledate ljudem kožo, se pozna recimo, če človek živi v podeželju ali pa če živi v mestu na koži. Absolutno. To se pozna, živiš na Primorskem, živiš v Ljubljani, že to je velika razlika. Se pravi, moraš mečkem bolj gledati. To moraš gledati, pa seveda, ker pač mesto je le pri kožah, pri strankah, ki živijo v mestu, mora biti tudi čez dan večji poudarek na zaščiti. Zaradi tega, ker je koža obremenjena in s prašnimi delci, s smogom in s tem, in je pač mora biti zaščita primerna. Ampak ta zaščita spet ne sme biti neka nenaravna, ker ponavadi so kakšni zaščitni parafini, vazelini in to naredi tak, čez obraz naredi tako en tak ovoj, kot neka plastična vrečka in koža skozi tisto ne more dihati. In pa bo kakšna suha še prenese, masna pa tega ne bo prenesla. Masna pa ne. Ok, takole. Skratka, certifikati, pomembna stvar, zavajajo nas na celi črti, 100% aloe vera je 100% aloe vera, ampak vse ostalo, kar je noter ni. To smo zdaj ugotovili in se podučili. Ni nujno, treba je biti pozoren, treba je poznati certifikate, treba je sprot gledati, ker ljudje nekaj si nagruntajo, pa malo spremenijo, pa je pa spet tako. Obstajajo pa vendarle kozmetike, ki ustrezajo vsem tem. In mi smo danes rekli in se skupaj učimo, da pogledamo torej tale certifikat, nam je zanimiv, kozmetik bio čarte Kozme Bio. Potem pa pogledamo tale lonček, ki je zadej in sicer tale lonček, če piše noter 3M, torej 3 mesece po odprtju, je to ok, je to že pokazatelj, da je v redu. Če piše 6 mesecev, 9 mesecev, 24 mesecev, je že za podvomiti. Takih kozmetik, ki ustrezajo tem certifikatom, seveda ne obstaja ena in edina na celem svetu. Ne obstaja ena in edina. No, ampak smo pa danes vendarle prinesli en primer, ki pa pač zadovoljuje vsem tem. Mislim, da je v Sloveniji tle edina. Ne bom trdila, ker vedno ne moreš trditi, ker vedno se lahko nekdo nađe, lahko nam zdaj potrka na vrata pa reče halo, mi imamo tudi, tako da to ne bom nikoli trdila, ampak mislim, da je v Sloveniji edina. Pa ne samo, da je kozmetika naravna, ampak je tudi dermatološka. Dermatološka. Zdaj pa prosim,
kakšna je razlika med dermatološko in naravno? Da enkrat za vselej malo... V bistvu tukaj ni med dermatološko in naravno, ampak je med dermatološko in klasično kozmetiko. Ja? Dermatološko pomeni, da so jo razvili dermatologi, da so jo testirali dermatologi, da so študije narejene, da je narejena v laboratorijih, lastnih laboratorijih, oziroma za Gamart lahko rečem, da imajo oni svoj lasten laboratorij, kjer patentirajo formule, razvijajo formule. In potem dobi status dermatološke, ker ima dokazane, merljive učinke. Zdaj bove tako rekle. Gamart ni namenjen samo nekim problemom na koži, ampak tudi imave nekega hudega atopika, zdaj ne vem, atopijski dermatitis, to so zelo hude spremembe na koži, to so recimo, to so boščki, žemečki, dojenčki, se rodijo z zelo presušeno kožo, koža poka in tako in potem se to nadaljuje tudi v pozno starost. In zdaj ta atopik je imel do sedaj možnost, da se je zdravil s kremami, ki jih je dobil s strani zdravnika, ki jih pač more, ampak tam noter so ponavadi kortikosteroidi in že tudi zdravniki rečejo, s temi kremami boste previdni, mažete jih lahko samo določen čas, ker tanjšajo kožo. In potem so dobili po večini lahko dermatološko kozmetiko, ki je bila popolnoma narejena na sintetični način. So bile noter samo sintetične sestavine. In tak atopik ima že tako, bom rekla, odprto kožo. In skozi to odprto kožo sprehaja še bistveno več sintetičnih snovi, kot bi jih že skozi zdravo kožo. Če rečemo, da že zdrava koža prepušča 60% tisto, kar namažemo gor. In te atopike se ponovadi kar velike površine telesa mažejo. In zdaj pa nek osveščen atopik, ki se ni hotel mazati z neko sintetično dermatološko kozmetiko, v Sloveniji ni imel izbire. No, sedaj jo ima. Se pravi, to je vse, kar spada pod dermatološko, samo s tem, da je še 100% naravna. Se pravi, 100% naravna in še dermatološka. Dokazljivi učinki, pa še 100% naravna. Brigita, hvala lepa za te informacije. Ja, seveda! Super klepet je bil, bova še kaj poklepetali. In evo ga, kaj naj bo tale zgodba vam v podučilo? Kdor išče, ta najde. Naj vam bo svet lep.